lokalna hrana je pomembna predvsem zaradi tega, da je v popolni harmoniji s človekom. Ker v tistem kraju, kjer živiš, kjer gor rasteš, recimo tudi, če imaš starše tukaj in da hrana raste tam v tistem področju, pomeni, da je energetsko usklajena in tudi, se pravi, z minerali in rudninami, ki so tam pri tebi v zemlji. To je ravno tako, kot na tvojem vrtu. Vse, kar na tvojem vrtu raste, pa da ti s svojimi rokami celo posadiš, ti dobesedno daje. To je tvoje zdravilo. Evo, Hipokrat je to rekel, hrana naj bo tvoje zdravilo in tvoje živilo, v tem smislu. Z ekološkim kmetijstvom se ukvarjam aktivno zadnjih 20 let. Mogoče moram poudariti, da starši pač niso kmetje, zato sem se odločil sam. Bil je splet okoliščin, da smo podelali manjšo kmetijo in potem sem se odločil tudi za študij na biotehniški fakulteti in stvari so me zelo zanimale in vse sem hotel, kar sem zvedel, tam sem hotel to v prakso spremeniti. Dosti sem hodil v tujini na razne prakse, na ekološke kmetije oziroma posestva. Včasih je bilo malo drugače. Vsej mamica je bila doma, pa kmetje so bili malo večji, pa če je bila večja kmetija, se pravi, je bilo kmetovanje tisto in družina je živela nekako v tistem svojem okolju, tiste svoje kmetije. Potem, po drugi svetovni vojni, nekje se je začelo to drobiti, vsaj očetje moški so šli predvsem v službo. Zadnjih 30, 35, da ne rečemo 40 let, je pa postal trend v tem, da sta oba starša zaposlena. In tu je nekako industrija prevzela tisti delček skrbi za družine o pripravi hrane. Se pravi, preprosto ni več časa, da bi lahko hrano si pripravljali doma. Industrija pa zaradi tega, da hrana obdrži daljši rok trajanja, se pravi, jo morajo prečistiti, tisti občutljiv del iz nje odvzamejo in na ta način se je zdaj kompleten zdrav način prehranjevanja z zdravo hrano, ki raste, še vseeno v našem okolju, se je preprosto porušil in vzporedno s tem rastejo bolezni in težave. Lokalna prehrana že ime pove, da je to lokalno, torej omejeno na ožjo okolico. To je hrana, ki raste okoli nas, hrana, ki ni bila pripeljana od daleč, ampak je iz njiv sosednjih kmetov, torej iz našega lokalnega okolja. Glavna njena značilnost je, da ima zelo kratko pot od trenutka, ko smo jo pobrali na njivi vrtu in do trenutka, ko jo uživamo. Lokalna hrana je v bistvu, jaz osebno gledam na to vprašanje tako, to, kar mi v bistvu doma lahko pridelujemo, to, kar je pridelano v našem okolju. V bistvu to, kar pridelujemo na deželi, predvsem na kmetijah, pridelujemo najprej zase, potem za svoje družine, za svoje okolje, regijo in širše, odvisno od naših sposobnosti. Tako da bistvo lokalne hrane je največ v tem, da se ne prevaža na kolesih, pa velikokrat sovpada lokalna hrana tudi s kakovostjo, ker se pri njej ne uporabljajo kemikalije ali pa zelo malo. Ja, pri nas včasih govorijo tako na politiki ali pa tudi recimo na ministrstvu o lokalni trajnostni samooskrbi. In mi že ves čas, se pravi, pač ne samo Inštitut za trajnostni razvoj, ampak še vrste drugih pa strokovnjakov in nevladnih organizacij opozarjamo, da če govorijo o trajnostni samooskrbi, potem to ni zadosti, da je lokalna. Zaradi tega, ker netrajnostna pridelava, ne glede na to, je pri nas ali je kje drugje, je škodljiva in za Slovenijo je pa še bolj škodljiva tista, ki ni trajnostna, ne. Se pravi, če pri nas pridelujemo netrajnostno, to ni v redu. In ker je trajnostno pač tisto najboljše, kar v praksi obstaja, je dejansko ekološka pridelava. Zato smatramo, da resnično o lokalni trajnostni samooskrbi ali pa oskrbi s hrano lahko konec koncev govorimo, če imamo lokalno pa ekološko pridelano hrano.
ali del sončničnega. Ja, to je sporočilo, je pa to, da je morda ločiti lokalno pa ekološko, to je prvo, kar je. Ne? Ni vse lokalno ekološko, ko marsikateri zamenja, to je treba ločiti. Ne? Je prav lokalno, to je dosti dobro, ampak ekološko pač pa je ekološko. Ne? Tukaj je razlika. Ne? Pojmi eko, bio in lokalno se zelo pogosto uporabljajo in mnogokrat ne vemo točno, kaj so razlike, tudi zato, ker so zelo podobni. Eko izhaja iz ekološke, to pomeni polni izraz, ekološko kmetijstvo, ekološko pridelana hrana, ki temelji na odsotnosti uporabe fitofarmacevtskih sredstev, kar ne pomeni, da se ne smeš kropiti, ampak samo s preparati, ki jih tudi čebele dobro prenašajo. Torej, ekološko pridelana hrana je jamstvo, da niso uporabljene težke kemikalije, ki bi škodovale nam, živim bitjem, ampak je hrana vendarle pod neko kontrolo. Ima certifikat, ima tudi neke inšpekcije, torej ekološko kmetijstvo se ve, da je neki sistem kmetovanja pod točno določenimi pogoji in vsak ne more biti ekološki kmet. Lokalno pridelana hrana, za razliko od ekološke, nima certifikatov, ampak jo lahko vsak prideluje, če ima del zemlje in je namenjena večinoma lastni uporabi. Torej, lokalno pridelaš to, kar uporabiš, viške pa lahko izmenjaš, pa tudi prodaš. Tako da pojem lokalno je podoben pojmu ekološko v tem, da se večinoma tudi ne uporabljajo kemikalije, čeprav niso prepovedane, ker ni certificirano in ni zagotovilo, če je lokalno pridelana hrana, da je tudi kakovostna, brez kemikalij, ker temu sledljivosti nimamo. Ja, so težave birokracije, ne? To pa so težave, to je pa res. To, za vsako stvar, ki jo posadiš, rabiš ti imeti papirje, za vsako stvar, ki jo predelaš, predelaš recimo mezgo, paradižnikovo, jo skuhaš v kuhinji, pa rabiš imeti dopolnilno dejavnost, vse sestavine, certifikate, tudi če jo prodaš sam sosedu. Največji problemi lokalnih oziroma, jaz mislim, vseh kmetov, tako konvencionalnih kot ekoloških, kdor se ukvarja z direktno prodajo, je sigurna administracija. Ne? Tega je res ogromen, tako da je kar že včasih zelo moteče. Ne? Seveda se tudi mi srečujemo s težavami pri samem pridelovanju, pri proizvodnji, predvsem pri predelavi hrane. Težave so predvsem birokratske narave, se pravi vse te predpise izpolnjevati, ki nam jih predpisuje država, ki žal velikokrat morda nima enega takega pravega občutka, kako v bistvu sploh izgleda življenje tukaj na kmetiji, tukaj predvsem v teh zelo strmih in hribovitih halozah, kjer je obdelava izjemno zahtevna, kjer nas pogosto pretijo še vse naravne katastrofe, od suše, toče, pozebe in tako dalje. Potem mora pa ta gospodar, kmetovalec, kakorkoli že proizvajalec, poleg vsega tega dela obvladati še eno celo kopico birokratskih zadev, plačevati visoke davke, izpolnjevati številne pogoje glede ureditve prostora za predelavo hrane. Skratka, kar nekaj teh določil izpolnjevati, slediti zakonom, ki se pri nas izjemno hitro spreminjajo. Skratka, vidimo težave kar v marsičem. Ker se določene stvari tudi predelajo, se pravi, moraš imeti papir je isto skoraj kot kakšna tovarna, živilsko, industrijska, in to je moteče, moram priznati. Jaz sem se ravno odločil za kmetijstvo, prej sem učil na eni šoli, zato da bi imel manj birokracije, ampak zdaj pa ravno obratno. Ogromen je ene birokracije in če nisi vesten, če nisi dosleden, te to lahko zelo tepe in so kazni, tako da pol delaš v bistvu zastonj. Torej, tu bi bilo treba stvari poenostaviti. Preprosto narediti tisto, kaj se v lokalnem okolici dogaja, kdo bo kaj zalagal. Kdo bo zalagal vrtec, kdo bo zalagal šolo in tako naprej. In bi se to pogovorili, tudi naše trgovince in tako naprej. Uvoz je konkurenčen.
In mnogi tudi na račun tega obupajo ali pa se za ta korak sploh ne odločijo. Sama osebno vidim, da imamo na terenu kmetije, ki bi bile sposobne proizvajati marsikaj, imajo izjemna znanja proizvodnje nekih domačih izdelkov, imajo sposobnosti torej to pridelovati in to proizvajati, ampak ravno zaradi nekega strahu pred birokracijo, tudi pred inšpektorji, ki nam dihajo za vrat, se za ta korak ne odločajo in torej proizvajajo te izdelke izključno zase. Seveda s tem delamo škodo, ker bi lahko našo ponudbo s tem bogatili in te izdelke v bistvu ponujali tudi drugim. Ja, meni se zdi, da pač, če nekako sam prideš, oziroma je tle v tem okolju pridelana hrana, je nekako čist nekaj drugega, kot če mora biti ta transport in vse, pač ne, to v resnici uničuje hrana, oziroma morajo dodajati neke pač strupe, da potem to ostane vsaj na videz lepo, ne, ni pa nič noter kvaliteta. Ne. Tista hrana, ki jo mi kupimo, najhujše od vsega zdaj je, da je hrana pri nas, bomo rekli, z celega sveta, Španije, Grčije, Afrike in kdo ve od kje še. Jaz vidim tukaj dva velika problema. Ne samo to, da je popolnoma drugačnem okolju rastla, predvsem vidim tudi to, da se države tam, kjer hrana raste, izkoriščajo na podlagi tega, da jim na nek način krademo vodo. Kar še pa jaz večji problem vidim, je pa vnašanje različnih mikroorganizmov in parazitov s to hrano k nam. In naša telesa na to niso pripravljena. Težava ali problem industrijsko pridelane hrane je, da je na nek način mrtva hrana in je za nas odpadek. Torej, če mi jemo predelano hrano, ki nima več življenja, obremenjujemo telo s tem, da telo mora to predelati in izločiti. Mi bi morali uživati vsaj en del lokalno pridelane hrane ali zdrave, kakovostne hrane za to, da naše telo dobi kisik, da dobi minerale, da dobi beljakovine, da dobi vlaknine, ki jih naše telo potrebuje za normalno funkcioniranje. Ko vidiš vse te sestavine, ki jo vsebuje industrijska hrana, v bistvu spoznaš, da praktično ni več zdrave hrane kot take na voljo, ne? In zelo nam je žal, da mnogi to spoznajo šele takrat, ko hudo zbolijo. Žal je za mnoge že prepozno, za mnoge pa tudi ne, ki to zadevo resno vzamejo, kajti zavedati se moramo, če vzamemo en boljši avto, ne boste v njega nikoli točili najslabše gorivo. Če povzamemo sebe in svoje telo, pa marsikdaj ni pomembno, kakšno hrano jemo. Ne? In v tem primeru velja isto kot za avto. Boljše kot je gorivo za naše telo, bolj bomo ohranili naše zdravje. Tukaj se zelo enostavno lahko da primer. Če se jaz okužim na dopustu nekje v Afriki, ne bom mi tista zdravila, ki bi jih jaz iz Slovenije sabo prinesla, ne bojo pomagale ustaviti črevesnih težav. Se pravi, jih moram tam dobiti tiste mikroorganizme. In tu je zdaj en velik razpon, ki se mi zdi, da se ga človeštvo sploh ne zaveda. Ne stroka, ne starši, otroci pa tak ali tak ne morejo nič pomagati. Tako da tukaj bi bilo treba veliko več narediti. Mnogokrat to izgleda kot teorija, vendar v praksi to prepoznamo potem, če jemo predelano, težko hrano, smo utrujeni, imamo težave s prebavo, rabimo veliko sladkorja, zato da si držimo koncentracijo. V nasprotnem primeru, če pa jemo lokalno hrano, ki ni bila s kemikalijami pridelana, torej ima vse te procese v sebi, kisik,
zdrave vlaknine, pa se počutimo dobesedno ravne, suhe, z energijo, motivirani smo, nimamo nobenih potreb po čokoladi, tako da iz osebnega izkustva nekako lahko svetujem, da je nujno, da ješ vsaj 20%, kar je malo, ampak to pomaga, lokalne hrane, ker se v resnici počutiš bistveno drugače, predvsem pri sebi se počutiš zelo v redu in se mi zdi, se prav zato izplača. Eno zelo lepo načelo je, oziroma ena taka praksa, ki pravi, da bi lahko, če bi kupovali vsega nekoliko manj, imeli še vedno vsega dovolj, pa za isti denar torej kupili kvalitetnejše. Slovenci imamo navado, da radi kupujemo vse, kar je v akcijah in vsega na zelo velike količine, pa čeprav vsega tega potem ne potrebujemo. Marsikdaj nam tudi hrana doma, se pravi, že poteče rok ali kakorkoli, nam ni več uporabna in če bi torej kupili premišljeno nekoliko manj, bi lahko za isti denar kupovali bolje. To je ena stvar, drugo, kar je, pa vam povem, da če pogledamo cene zdaj tukaj v tem našem razstavnem prostoru in pa tamle čez cesto v čisto običajni trgovini, vidimo, da so odstopanja zelo majhna. Ne moremo pa seveda primerjati, koliko je odstopanj v kvaliteti. Cena je problem, spet, kot sem rekla, cena je povezana tudi s tem znanjem, ki ga imaš. Ne? Gre pa tudi za povezave med kmeti, zdaj ekološki lahko neposredno prodajo, seveda, ki je samooskrba komaj 20%, če bi bila 100%, bi bile tudi težave, bi se morali že povezovati. In s tem, ko ljudje kupujejo tako hrano, to dobesedno pač nas podpirajo, vsak kupec je v bistvu volivec. Z vsako odločitvijo on prispeva, komu bo denar, koga bo podprl. Treba je vedeti, da tista poceni hrana, prvič, da je res sumljivega izvora, pa kdo je to delo, a je odzad suženjsko delo, a so delali otroci, da ne govorim o kontaminiranosti z raznimi stvarmi, pa odkje je to prišlo. Ti treba dosti več vidikov pogledati. Tako da ni na prvo žogo, recimo, da je naš krompir pač toliko dražji od enega tamle iz Egipta, ampak če pogledaš celo zgodbo, sigurno pač domača, lokalno pridelana hrana na koncu vseeno cenejša, sploh če pogledamo vse vplive, ki jih ima taka hrana na zdravje in predvsem na okolje. Izziv je to, se pravi, za potrošnike, zakaj sploh lokalno. In tukaj je zelo pomembna tudi kakovost, ker je gotovo tista solata, ki je bila odrezana včeraj ali pa danes zjutraj, pa jo kupimo potem mogoče na tržnici naslednji dan, je gotovo bolj zdrava, če je bila pridelana tudi dovolj na zdrav način, kot pa nekaj, kar je bilo tam v transportu pač dolg časa. Če bi mi vse zračunali, kaj to za sabo potegne, predvsem onesnaževanje, koliko pa stane na primer umazana oziroma zastropljena voda, ki jo pač kmetijstvo tudi povzroča. Če bi to zračunali, mislim, da je še vedno hrana prepoceni. Mislim, da se bi vsak mogel pozanimati, kakšne vrste hrana je v bližini njihovi, zato ker s tem v bistvu prvič denar ostane v okolici, davki so pač naši, za naše stvari, pa prvič boljši je, pač boljša kvaliteta, ne izgubi se s transportom okus. Malo se bi mogli tudi bolj zavedati, da to pač je treba, ta uvožena hrana je taka velika pot, vse te stvari so veliko bolj zrele, ki jih prinesemo tle na tržnico, tako da so res take, kad morajo biti, je pa pridelava je pa težka tle v Sloveniji, dolg cajta nikašne zelenave, tako lepo mlatno. Lokalni pridelovalci se najbolj pogosto soočajo z eno množico problemov, tu se bom omejila samo na 3. Prvi je tržišče. Ljudje bi pogosto pridelovali, če bi vnaprej vedeli, da bo odkup solate, pese, kumar, paradižnika, ko je sezona, zagotovljen. Tega jim nihče ne more zagotoviti, tako da torej to jamstvo, sigurnost, varnost pri odkupu, to je problem, tega nimajo tudi klasični kmetje, vemo. Ja, mi prihajamo z Gruberjega vrha, to je ena vasica gor v hribih, nad Dravogradom, Šentjanž nad Dravogradom, smo sredi gozda. Koroška kot taka
je dokaj slabo osveščena, hočem reči potrošniki. Prodajali smo na Ravnah in smo celo opustili prodaje, ker ni bilo povpraševanje po tovrstni hrani. Ohranili smo še stojnico v Slovenj Gradcu, tam smo ob sobotah in pa seveda vsako soboto tu na osrednji tržnici v Ljubljani. Težave kmetov so odvisne od tega, kaj pridelujejo, na kakšen način pridelujejo, kje se nahajajo. Zdaj, tiste kmetije, ki so v bližini večjih mest, imajo manj težav s prodajo. Ne glede na to, ekološke pač res nimajo težav, konvencionalne veliko manj. Potem, kaj pridelujejo? Lažje je prodati zelenjavo, ne, na en način, oziroma pač povpraševanje je večje, ampak po drugi strani pa spet to, če prodajaš neposredno, ne, ja, čim pa želiš v trgovske verige, sam ne boš mogel priti. Se pravi, spet ta povezovanje z drugimi in res dobro organiziranje z nastop na trgu je zelo pomembno. Mi se v bistvu nahajamo tukaj v našem društvenem prostoru, prostoru Društva zakladov Dravinjske doline, ki smo ta prostor uredili v nekakšen razstavni prostor za možnostjo tudi prodaje naših izdelkov. Imamo več načinov prodaje, ne? Gre predvsem za direktno prodajo in sicer nekaj na lokalnih ekoloških tržnicah, se pravi v Ljubljani v zadnjem času zopet in pa v Naklem, pa še če so manjši dogodki, razni ekološki, tega je skozi več. Potem oskrbujemo nekaj restavracij, gostiln, predvsem višjega kakovostnega razreda. Ljubljanska ekološka tržnica je po mojem tak primer dobre prakse, pač neposrednega trženja. Začeli smo v letu 1999 z 2 stojnicama in 4 ekološkimi kmetijami, potem naslednje leto jih je bilo že 10 stojnic, potem jih je bilo 14, zdaj jih imamo dobrih 30. Potem je tudi malo prodaje na domu, se pravi stranke po predhodnem dogovoru lahko pridejo na dom. In pa v zadnjem času je pa sistem skupnostnih naročanj. Je kar nekaj skupin, ki se s tem ukvarjajo in to se zelo dobro odnese, ker je hrana potem pride lahko dosti cenejša do kupca, ker so količine večje in mi imamo pač manj stroškov. Skupaj z Zavodom Stonoga imamo pa organizirano tudi sistem zabojčkov v Predosljah. Dobro je to, da te ekološke tržnice recimo nastajajo po celi Sloveniji. V Mariboru je tudi že zelo dolgo, ne? Pa tudi v drugih mestih, ampak tukaj se tudi vidi, kako je pomemben ta način pridelave. Dejansko tudi kupec na ekološki tržnici res dobi jamstvo, da je to slovenski pridelek, poleg tega, da je ekološki, da je tudi slovenske kmetije, ker to ni jamstvo na vseh drugih stojnicah, recimo na tržnicah, ne? Tudi na kmetijah, ne? Ker tudi posamezne kmetije pač, ki niso ekološke, določen del pač kupijo na veletržnici, ne? Tukaj na ekotržnici pa res kupec ima jamstvo, da to je slovenski pridelek. Naši pridelovalci in ponudniki imajo možnost se predstaviti, torej najprej lokalnemu okolju na lokalnih tržnicah. V vseh 3 krajih, ki sem jih že prej naštevala, torej Poljčane, Makole in Majšperk, imamo vzpostavljene lokalne tržnice, ki delujejo vsako soboto dopoldan in kjer imajo v bistvu vsi brezplačno možnost priditi na stojnico, prinesti svoje izdelke in to ponuditi. Najprej torej lokalnim obiskovalcev, ki se nekako kar navajajo torej na ta obisk tržnice, vedno bolj, bom rekla, da je v porastu. Je pa ena taka zelo pozitivna energija, predvsem tema, ne, ker se ve, da se delajo dobre stvari in smo zadovoljni pač tako kupci kot kmetje. Ja, to pa tudi glede na to, da sem toliko let tukaj, opažam, da nekateri sploh ne vedo, kaj tisti čas raste, ne? Tako da ljudje premalo spremljajo, no?
da paradižnika ni sred zime in tako naprej. Teh izzivov je ogromno za to, da bi se lokalna prehrana bolj uveljavila. Zdaj, ne glede na to, ali gre za ekološko ali ne, v vsakem primeru je težava, recimo, da ljudje, kupci ne vedo čisto točno, zakaj pravzaprav bi bilo lokalno boljše. To je bilo idealno, sploh pri nas, kjer imamo 4-letne čase. In če naše telo ostane usklajeno z letnimi časi, si lahko pomagaš tudi na ta način, da se prehranjuješ s hrano, ki je v tistem letnem času ti dosegljiva. To so naši predniki vzdrževali toliko časa, dokler dolg ni bilo skrinj, ni bilo hladilnikov in seveda ni bilo uvoza in trgovin samo postrež pred vrati. Ena zelo pomembna rešitev je v izobraževanju, da bi potrošnik vedel, katera hrana je zanj nujna, kaj je tisto, kar mu zagotavlja zdravje, dobro počutje, morda tudi neko odgovornost do naslednikov. Tako da se mi zdi, da se o tem premalo poučuje, tudi v šolah. Sicer imamo neke vsebine, sodobna prehrana in podobno, ampak niso vezane na ta problem, ki ga imamo v Sloveniji. Rešitve v tem primeru so samo v dvigovanju zavesti, v zavedanju, da je naše telo odvisno od hrane, ki jo uživamo, da je naše počutje odvisno, da je odnos v naši družini odvisen od našega počutja. Če smo zdravi, če smo dobre volje, imamo dober partnerski odnos in dober družinski odnos. Danes so ljudje, družine, otroci pod stresom. Po domač bi rekla, vse gre rakom žvižgat, gre v napačno smer. Mi imamo preko 100.000 mladih brezposelnih, ki čakajo na delo, okoli sebe pa imamo veliko obdelovalnih površin, ki bi jih morali obdelati, predvsem zato, da bi Sloveniji dvignili samooskrbo. Torej tudi manj administracije, bolj enostavni pogoji za pridobiti možnosti vključitve v pridelovalne verige in predvsem vzpostavitve zadružništva, ne tistega, ki ga ljudje kot negativno poznajo, ampak po sistemu povezovanja ponudnikov, zato da bi na nivoju inštitucije potem bilo lažje zagotavljati neke pogoje za samooskrbo. In predvsem se mi zdi tudi neka taka lastna samozavest, lastno prepričanje, da želiš živeti zdrav. Tako da ti pogoji nič veliko ne stanejo, so samo stvar nacionalne odločitve. Razvoj samooskrbe v Sloveniji izjemnega pomena. S tem povzročamo številne pozitivne učinke, gledano globalno, zelo v bistvu iz večjih oziroma na več področji. Spodbujamo kmetije k temu, da sploh ostanejo kmetije, torej ohranjamo podeželje. Mladim, ki so na kmetijah, nudimo neki razvoj oziroma neke možnosti celo zaposlitve doma z neko razvojem določene dopolnilne dejavnosti. Na drugi strani nudimo sebi, svojim družinam in pa vsem našim potrošnikom možnost uživanja zdrave hrane. Smo tudi ekonomsko zelo učinkoviti, ker zadržujemo denar v lokalnem okolju in vemo, da v bistvu denar, ki ga nesemo v multinacionalne trgovine, odide zelo hitro tudi čez naše meje. Skratka, tako pa damo možnost, če mi kupimo izdelek pri sosedu, da bo tudi on kupil pri nas. In s tem iztrebljamo še eno zelo grdo lastnost Slovencev, ki jo imenujemo nevoščljivost. Tako da marsikaj je pomembno na tem področju. Ja, v Sloveniji je tudi težava, recimo lokalna oskrba, če rečemo zdaj, koliko mi sploh lahko, koliko ta trenutek pridelamo, koliko pa lahko pridelamo za lastno porabo. Vemo, da pač pri zelenjavi imamo tam nekje 30% samooskrbo. Zdaj, če pogledamo recimo ekološko hrano nasploh, imamo pa samo 20% samooskrbo. Se pravi, tle je zdaj nekaj dejstvo, kaj je trenutno stanje, drugo pa je, kaj bi bilo možno. In recimo za ekološko pridelavo v raziskavi, ki smo jo naredili, smo ugotovili, da praktično vse ekološke kmetije po celi Sloveniji, ne glede na to, a so na Koroškem, se pravi v razmeroma neugodnih razmerah za pridelavo zelenjave, ali pa so na Primorskem, skoraj čisto v vsaki občini pridelujejo ekološke kmetije zelenjavo za trg. To pomeni, se da in se splača. In to pomeni, možno bi bilo še več. Glede na to, da je
v Sloveniji zelo veliko potreb po vpraševanj, želje, da bi ljudje postali samooskrbni. Predvsem se mi zdi pomembno, da se mlade družine za to odločajo, je nekako dobra informacija ta, da imamo znanja veliko. Recimo en taki primer je lokacija, kjer smo, učni poligon za samooskrbo v občini Poljčane, edini taki poligon, edino območje v Evropi, ki ponuja na enem mestu, na 1,5 hektara, preko 50 enostavnih rešitev, kako lahko jutri postaneš samooskrben. Od različnih oblik grede, zadrževanja vode, ponovne uporabe vode, torej reciklaže naravnih virov, uporabe biomase, kompostiranje, potem pridelovanje, gojenje deževnikov, uporaba tako zvanih močnih zdravilnih rastlin, ki pomagajo, da lahko ti sam vsaj en del poskrbiš zase. Tako da znanja imamo dovolj, motivacija tudi raste, k sreči se šole tudi odločajo za ponudbo tega znanja kot fakultativnih oblik, tako da smo na dobri poti. Samo kritična masa nam še manjka, ko nas je pa veliko, pa itak je to samo stvar procesa, ki teče. Slovenija je že dokazala, da se da dosti več hrane pridelati, zdaj pač kmetijska politika pa je le usmerjena v določene stvari, naprimer govedoreja, celo izvažamo, recimo na drugih področjih pa večino uvažamo. Mislim, da se da veliko pridelati, seveda ne vsega, tudi nekaj pač ni ekonomično, ne moreš imeti pač na Gorenjskem limon, ampak lahko imamo pa dosti več zelenjave. Mi smo dokazali, recimo tukaj s permakulturnimi prijemi, res super pridelke, teh plodov, tudi lubenice, paprike, kar za Gorenjsko prej sploh ni bilo, naprimer značilno. Tukaj so rekli, Gorenjska je krompir, pa mogoče pšenica, pa krava, ampak da se, da se. Glede na to, koliko malo nas je, bi se lahko prehranili, sigurno. S tem bi bili pa tudi veliko bolj zdravi in mogoče, če bi si na vrt zopet zasadili pelin, bi začeli zopet pet, imeli bi manj bolezni, manj težav, več ljubezni in več radosti. Sigurno, sigurno. Da se dajo narediti lepe, pozitivne zgodbe, da ni treba samo jamrati. Jaz bi dal res pogum tudi mlajšim, da se odločijo za to, ker jaz mislim, da življenje na zemlji, predelovanje hrane, to je le en izmed osnovnih stvari, je pomemben in skozi bolj bo. Lokalna hrana ima v prvi vrsti največ energije, ker ne potuje. Ja, ker se mi zdi, da je pač tako pridelana hrana brez pesticidov in na en tak naraven način pač v redu za človeka. Pač mi verjamemo v to, da je to najboljši način pridelave, prvi zato, ker te ne strupimo, pač škropimo s strupi. Potem, da je lokalno, je važno zaradi tega, ker pač transport je samo en dodaten strošek in minus za kvaliteto. Pa v bistvu imam tudi rada ta stik s temi ljudmi, ki pač predelujejo na tak način, ker pač živijo ta način prehrane in tudi se res potrudijo. In pač hrana se mi zdi zaradi tega čisto eno drugo kvaliteto. In pa tudi čustva bodo naša veliko boljša, če bomo kupovali ekološko hrano, ker je v večini primerov pridelana tudi z ljubeznijo. In čustva se iz hrano prenašajo tudi v našo telo. Je to kvalitetno življenje lahko, tudi za otroke. Jaz vidim pri nas pač, mi jih to sicer ne silimo, ampak tudi pomagajo, ampak kako se razvijajo v ene take res osebnosti. Mislim, da je kvaliteta življenja zelo velika. Kdor jo prideluje, daje svojo energijo tej hrani in je tudi njegova energija. In če človek kupuje s to energijo, potem je pa to vse. Če imaš vse 1 kvadratni meter zemlje, naredi si svojo gredico. Če je balkon, ne bo gor eno malo večje korito. Na enem robu so lahko jagode, pa je v sredini lahko malo korenčka, pa po drugi strani malo peteršilčka. Verjemite, da je užitek. Če ti kosilo kuhaš ali večerjo ali vsej en obrok, stopiš ven, našipleš v tistem svojem mini vrtičku
In da ti zopet zaživi nazaj srce, dobro volja, veselje, pa še neki otroci tako uživajo, če so lahko na zemlji, na gredici, če imajo vsej en svoj lonček, da si nekaj vzgojijo. To se ne da povedati. To moraš doživeti.